Nocoj, kaj dogaja, pa gostim finančno mentorico, žensko, ki ima črni pas iz finančne pismenosti. Dame in gospodje, Ana Vezovišek, dober večer. Dober večer. Kaj zdaj, se splača kupiti bitcoin ali ne? Če ga do zdaj niste kupili, ga jaz ne bi zdaj kupovala, če sem čisto iskrena. Po drugi strani pa mogoče bolj vprašanje na mestu, za koga je to sploh primerno. Za koga? Ja, gotovo ne za tiste, ki se ne spoznajo niti na angleški jezik, ne da se potem dogaja, kar v praksi se dogaja, da potem pišejo upokojenke ali upokojenci, da ne bomo ločevali po spolu, in sprašujejo, če lahko preverimo, ali imajo kaj denarja gor, ker oni pa so nekam nakazovali. In tega denarja seveda potem ponavadi ni več nikjer. Treba je naštudirati zadevo, ne? Ja, definitivno. Dobro, večina ljudi pri nas nima problemov s kriptovalutami, ampak s tem, kako funkcionirati v svetu, kjer je vsak dan dražje. Zdaj, a nam lahko daste 3 nasvete, kako lahko običajni državljan za svoj denar dobi največ, kar lahko? Ja, prvi je gotovo najtežje, ne? V smislu, malo za šalo, malo za res, porabiti moramo manj, kot zaslužimo. Ok, to je težko. To je res težko, ne? To se nam zdi wow, ampak je težko, ker moram povedati, da pač večina, ja, tako velja tudi statistika v svetu, da če dobimo 100 noter, ne moramo pač 120 dati ven. Ja. Lahko damo prvi mesec, drug, tretji, ampak pol se to začne nekako poglabljati in imamo lahko hude posledice. Ja, ta drugi bi rekla, da je ta, da ne moramo živeti z danes na jutro, ne. Pri financah pač ne gre tako, ok, proba, mogoče mi bo jutri rata ali pojutrišnjem, ampak enostavno moramo razmišljati vnaprej. Dobro. Imeli smo zelo dobro izkušnjo, ko se je svet zaprl praktično čez noč, marsikdo je ostal brez službe, brez posla osnovnega in takrat smo še kako občutili, da je treba razmišljati malce vnaprej, Tretji? Ja, ta tretji pa morda, mogoče še celo pomembnejši, je pa ta, da je pri financah treba razum vklapljati. Da tukaj pa čustva je treba brzdati, Racijo, ne? Ja. In če sem zdaj zelo konkretna, kje se to zelo pozna? Tako res zanimivo, da ljudje pogostokrat, ko zvejo, da bodo recimo dobili otroka, še preden ta pride na svet, grejo narediti kaj? Kupiti nov avto. Res? In potem se vprašaš, se ne veš, če si bolj vesel od tega, da bo otrok prišel, ali to, ker boš dobil novi avto. Ja, seveda je prvo vprašanje, kam bo šel voziček, pa avto mora biti varen in tako naprej, ne? In sicer se nam zdi mogoče zdaj to fino fajn, in tudi je, ampak dejstvo pa je, ko otrok pride na svet, se povečajo stroški življenjski, in potem nimamo samo tukaj otroka, ampak imamo še avto. Ki ni, bom pač iskrena, ker so zelo veliki stroški ponavadi z njima. Ampak Slovenci veljamo za varčen narod, ne? A znamo tudi z denarjem? Ne bi rekla, da ravno znamo z denarjem, pa ne samo češ Slovenci, to spet velja za svetovno populacijo, ker finančna nepismenost je svetovni problem, ampak tudi ta statistika, ki pravi, češ koliko naj bi v povprečju imeli na bančnem računu, moramo biti iskreni, če ima nekdo 1 milijon ali 2 pokrije, vemo, koliko tisoč in več, so že skoraj 10 000 ljudi na drugi strani. Imamo izziv, ali res ne znamo, niti s tistim, kar imamo, po drugi strani pa nekateri, ki ga pa imajo denar, pa tudi prav tako ne vedo, kako optimalno z njim. Zdaj, finančna kriza prihaja oziroma je, kako se dobro na njo pripraviti? Kaj narediti? Ja, a mi denar v štumfu ali... Ja, mislim... Kar zagon pa sfrejati. Ja, marsikdo tako razmišlja in potem so frej, oziroma frej nimajo denarja, imajo pa dolgove na drugi strani, ampak mi vedno zagovarjamo sistem 3 vreč denarja, to je tako zelo poenostavljeno, in ta sistem nam pove, da pač mi moramo imeti denar na transakcijskem vreči toliko, kolikor ga rabimo za čez mesec. Moramo imeti, mi rečemo, likvidnostno vrečo, ta druga vreča, ki velja za vse krize, ne samo prva, druga, tretja. In potem govorimo pa o tretji, ta je pa naložbena. In šele, če smo začela danes z nekimi bitcoini, oni pašejo šele tja notri, če... Ja, na stara leta, kakor ste prej omenili. Ja, evo, lahko bi rekla. Ampak meni se pa včasih zdi, da s tem, ko v krizi toliko veliko govorimo, da jo še s tem dodatno poglabljamo. A je to res? Jaz bi si včasih želela, da bi jo mogoče malce poglabljali, ampak predvsem v smislu, da dajmo se resno vprašati, imamo temelje dosti močne, da nas ne bo zamajala, Ker danes mogoče govorimo o gospodarski krizi, vemo, da obstaja še marsikaj drugega. In na te scenarije se je treba čim prej pripraviti. Ana Vezovišek, jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za obisk v studiu in vam želim še veliko sreče pri vašem delu. Hvala lepa. Hvala in enako.
Lejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa se dejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.